Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Rad bi spregovoril nekaj o dialogu, ki je edina pot do skupnosti, do občestva. Človek je ustvarjen, da bi živel v občestvu. Mi tudi verjemo v občestvo svetih. Predvsem v občestvo Boga, občestvo Očeta, Sina in Svetega Duha. Beseda dialog, torej pogovor, je Bog izrekel predvsem z očlovečenjem. Danes je ta beseda zelo obremenjena. Tudi je polna mask, različnih obrambnih mehanizmov, kjer se večkrat človek skriva. Pogosto gre na nekaj način za določena nasprotja, pa kljub temu brez pogovora, brez dialoga tudi zdaj v teh dneh priprave na veliki praznik, preprosto ne moremo živeti v občestva, ni s soljudmi, ni s svojim Bogom. Pravi pogovor, kot sem dejal, je torej v Bogu samem, med Očetom, Sinom in Svetim Duhom. Pravi pogovor je med možem in ženo, med starši in otroki. Dialog je pravzaprav takrat, ko ne gre samo za neko govorjenje, ampak za govorjenje in poslušanje. So ljudje ali smo ljudje, ki pogosto težko slišimo drugega, svojega bližnjega, pa tudi Boga. Ne zato, ker ne bi imeli ušesa imamo, ampak zato, ker je lahko nam notranji čut sluha zakrnel. Na takimi ljudmi veljajo besede Jezusa Kristusa, ki je povzel pri proroku Izaijo, ta je pa dejal: z ušesi boste poslušali, pa ne razumeli, z očmi boste gledali, pa ne videli. Zakaj temu ljudstvu je srce otopelo in so na ušesa težko slišali in so oči zatisnili, da jim morda z očmi ne videli in z ušesi ne slišali in srcem ne umeli, ter se ne spreobrnili in bi jih jaz ne ozdravil. Iz tega sledi, da je za ozdravitev, da je za spreobrnenje torej potrebno slišati, potrebno videti, ne samo gledati ali poslušati. Ne gre samo za to, da smo mi ali pa naši bližnji nesposobni bližnjega slišati, ampak tudi pogosto ne slišimo samega sebe, jedra svojega bitja. Govorimo in se ne slišimo. Lahko so naše besede pogosto na neki način izraz naše stiske, ali pa, če ne to, potem zgolj nekaj površnega v našem življenju. Tudi se morda v nas dogaja, da preprečujemo našega bližnjega, pa se kljub temu naše sporočilo njega ne dotakne. Morda tudi naš bližnji nas prepričuje o sebi, o svojem prav, to, da iz njega lahko govori nekdo drugi, torej neka zmaličena osebnost. Morda nas prepričuje, žal ne govori on, ampak nekaj drugega. Veliko je ljudi, ki pogosto z drugim človekom želijo manipulirati, drugega spreminjati na mesto samega sebe. Mi sicer slišimo, da je v svetu veliko bolnikov, torej mi smo morda med njimi. Ne pomislimo pa, da živijo ljudje med nami, ki imajo različne brazgotine. Brazgotine iz svojega otroštva, iz svoje pubertete, morda iz svojega zakona, morda iz svoje službe, morda zaradi svojega otroka ali pa svojega starša. In prav te brazgotine, te duhovne rane, ki so nastale v otroštvu, v dečki dobi, v puberteti ali pa v zakonu, ali pa kje drugod, so torej tiste, ki na neki način iz nas govorijo. Z njimi smo ustvarili tako imenovane obrambne mehanizme,
da se torej branimo in premalo pristno govorimo. Ni tragično biti bolan, tudi ne biti grešen. To spada k človeku, to spada k meni, to spada k tebi. Kdor se tega zave in to tudi sprejme, ki torej sprejme svojo diagnozo, svojo bolezen, svojo rano, ta tudi lahko potem to bolezen ozdravlja, to rano zaceli. Veliko pa je takih ljudi, tudi med nami, ki svojo bolezen razširijo na druge ljudi in mislijo, da je njihova bolezen dejansko zdravje. Skozi brazgotine svojih ran gledajo na dogodke okrog sebe, tudi na svojega bližnjega. Vsebina njihovega poslušanja, govorjenja in delovanja je več ali manj odmev na njihovo bolečino, na njihovo rano, na njihov padec. Taki ljudje so nesposobni, da bi slišali samega sebe. Tudi ne slišijo svojega bližnjega. Zato pogovor, dialog pri njih ne obstaja ali pa je zelo, zelo okrnjen. Čimrkoli smo ranjeni, bodi si z grehom ali življenjskim neuspehom, bi morali svojo bolezensko stanje spoznati, ga sprejeti in ga potem tudi izolirati, da ne bi bolezen še bolj škodila nam in pa našim bližnjim. Obstajajo različne brazgotine, različne rane, tudi različne stopnje bolezni. Torej vse se pogosto nekaj konča na istem imenovalcu in to na sebičnosti. Navadno so posredi bodisi ti naši obrambni mehanizmi ali pa naši sebični interesi, egoistični interesi. To velja tako za agresivnost, kako tudi v mučenje drugega. Sebična oseba, morda tudi ti in jaz, od dialoga vedno pričakujejo uresničevanje lastnih prepričanj. Pogovoru v dialogu ne pričakujejo nekaj odrešensko novega, nekaj novosti, ki jim lahko prije od bližnjega, ampak oni so prepričani, pa tako vse mislijo, da je Sveti Duh njim tisto glavno podaril, da tudi oni nosijo v sebi glavno odrešitev. Morda smo prepričani, da imamo v sebi popolno resnico in da ni mogoče, da bi ta bila drugačna, ki bi nam lahko naš bližnji na neki način osvetlil, pomagal, da bi se bolje spoznali. Torej sebična oseba je polna strahu, da ne bi domislil drugače kot on. In zaradi tega strahu lahko gremo v agresivnost, da bi druge prepričevali. Kajti bojimo se, da bi drugi imeli prav. Vsega drugega tako ljudje spremljajo, morda tudi mi včasih, z notranjo ironijo, drugi morda z jezo, tretji s čakanjem in proti napadom. Oseba, ki ne sliši samega sebe, je pravzaprav zasužena oseba. In to svojo sebičnostjo, svojo boleznijo, svojo neko davnostjo ali pa z grehom. Takšna oseba, morda tudi ti pa jaz včasih, težko stopa v tisti pristen dialog, v odprtost, kajti predvsem komunicira svojo rano, svojo brazgotino, svojo boleznijo, svojim strahom, sebičnostjo ali pa s periferijo, torej zunanjostjo svojega bitja in ne s celim bitjem, ne s svojim srcem, ne s tem, kar pravzaprav on je, kar sem. Samo tak je osvobojen sušnosti, samo tak je svoboden, tak je Božji, ta je sposoben tistega pristnega komuniciranja, resničnega dialoga, stvarnega pogovora. S tem, ko prisluhnemo samemu sebi,
potem tudi lažje slišimo svojega bližnjega. To pa vedno ni lahko. To zahteva naš napor. To zahteva našo angažiranost. Angažiranost celega človeka in gospodstvo nad samim seboj, nad svojo mislijo, nad svojo očakanostjo, predvsem pa glede poslušanja našega bližnjega. Da bi slišali sebe, je potreben napor, je potrebna odločitev. Ne toliko napor ušes, kolikor napor premagati vpitje našega tistega lažnega jaza, ki gre v napad za najrazličnejše načine, da bi nas zaščitil, da bi nam nekje pomagal, da se ne bi spremenili. To je tisti naš lažnivi jaz, ki nam govori, da imajo druge narobe, da imajo drugi čudno otroštvo, puberteto, mladost, da imajo drugi neuspeli zakon ali duhovništvo, da so drugi recimo umišljeni, važni, starokopitni ali pa supermoderni. Ljudi pogosto katologiziramo. Kot pravi lepo Rože Šic, ljudi pogosto mečemo v kantu za smeti in vsak imamo pač neki napis, kakšen je. Premalo pa iščemo pri tem našem bližnjem tisto njegovo lepoto, ki dejansko ta človek nosi in kar tudi Bog vidi. Če bi radi izvedeli, kako reagiramo, ali iz našega tistega resničnega jaza, ali pa iz lažnivega, se moramo vprašati, če smo mirni v globini svojega bitja, ali smo morda nemirni, živčni, ko govorimo. Saj prav mir, to je tisti velikonočni mir. Jezusov mir, znamenje sreče in odrešenja, ki nam pogosto prihaja po človeku, ki ga na pot pošilja Jezus Kristus, on trpeči, predvsem pa ostalim poveličani. Tak človek, ki torej bližnjega sliši, je pozoren na besede in razloge svojega sogovornika. Ta oseba je sposobna sprejeti besedo od sočloveka, bodi se v obliko pohvale ali pa ukora. Iz njo potem tudi sprejme resnico oziroma zavrne laž. Tak človek ni bojazljivec, marveč je poln zaupanja v življenje in pa v podarjenost bližnjega kot tistega velikega Božjega daru. Če tudi nas vrtinci življenja mečejo, nikoli ne obupamo. Smo vedno odprti za nova spoznanja. In prav Jezus nam potem govori, blagor vašim očem, torej blagor tvojemu očesu, ker vidijo, in ušesom, ker slišijo. Človek se lahko popolnoma resniči samo, če je odprt za sočloveka, če je odprt za Boga. Do tega spoznanja lahko pridemo bodi se z miselnim razvojem, torej z intelektualnim razvojem, ali pa na temelj najrazličnejših situacij. In lepo pravi Simon Gregorčič, gorjemo, dokler nesreči biva sam, in sreče ni, do srečo uživa sam. Tisti kristjan, ki sliši svoje bistvo, odkriva tudi bogato izkustvo, da je namreč odrešen. In to po Kristusu, po njegovi kalvarijski daritvi, po njegovi brezpogojni in pa zastonjski ljubezni. Slišal je tolikokrat je slišal, da mi je bilo prizaneseno, da mi je bilo odpuščeno. Zaznal pa je tudi, da je tudi sam že bil koristen drugemu, če tudi se je čutil mogoče včasih nepomembnega ali pa pogosto. Čutil je, da mi je drugi pomagal. Čutil je potrebo, da ga torej ta drugi, da ga Jezus po drugem človeku odrešuje. Prav klic po tej samopotrditvi, po afirmaciji, da se sprejmejo njegovi razlogi, s tudi njemu prizna njegova enkratnost, da se mu ponudi prijateljsko roko, s to roko podarja in roko sprejema. To je bogato izkustvo,
katero če obrnemo na drugega, nam omogoči, da tega drugega slišimo in da ga vidimo. Ne samo gledamo in poslušamo, predvsem slišimo in vidimo. Sposobnost drugega slišati nam torej pomaga, da se lahko spreobračamo. Predvsem še slišati, sestre in bratje, Boga, ki je naš Kristusov tisti veliki brat. Saj prav po tem drugem, predvsem po Jezusu Kristusu, čutimo potrebo, da bi bili odrešeni. Mi smo že občutili v življenju, da nam je drugi pomagal, da je nekaj novega povedal, nekaj odrešenskega, nekaj svetega. Torej bližje nam sporoča, da smo odrešeni. Predvsem Jezus, pa tudi naš bližnji. Če drugega priznamo za osebo, za nekoga, ki je vreden, ki ga Bog ljubi, ki je spoštovanja vreden, da ima nekaj, kar nima nihče na svetu, bodi si žena, mož, starš ali otrok, duhovnik, kdorkoli že, potem se bomo spremenili v uho, torej za teh dneh priprave na veliko noč, da bi ga slišali, ker nam je ta drugi dejansko podarjen, kot novost, kot bogatstvo, kot nekaj pomembnega za naše odrešenje. Prav ta drugi, torej ta brat, ta sestra, nas obogati svojo novostjo, svojo enkratnostjo in tudi nam pomagal, da bolje odkrijemo resnico samem sebi, da se še bolje ovrednotimo. Bila bi spet sebičnost, če bi drugega samo toliko sprejemali in cenili, koliko nam odgovarja. Mi moramo drugemu dovoliti, tudi zdaj v tednih, da živi takšen, kakršen je pred Bogom, se ga on takšnega sprejema. Podobno kot se borimo, da bi tudi mi sami bili od bližnjih priznani, spoštovani, cenjeni. Temu našemu drugemu, bližnjemu, sobratu, možu, ženi, otroku, sorodniku in znancu, sosedu, moramo priznati njegove kvalitete, njegove dobre lastnosti. Seveda moramo tudi sprijeti njegovo nemoč, njegove neuspehe, tudi njegovo razočaranja, tudi njegove padce. Tudi ta je Bog morda predvidel. Ne samo, da ga vidimo in se mu nasmehnemo, marveč, da ga sprejmemo in zljubimo, da mu pomagamo, da se greha osvobodi, da ga ne obsodimo, marveč, da ga skušamo razumeti in upravičiti. Kristus brez greha se je daroval za nas grešnike, zame in zate, in nam pokazal pot zglednega, resničnega dialoga. Saj rečemo, da je Jezus beseda, da je logos. Kajti razen, da od drugega prijemamo, smo do drugega tudi mi dolžniki, da mu s potrpežljivostjo in delom pomagamo, da bi se osvobodil in da ne obsodimo njegove nemoči, njegovih ran, njegovih grehov. Kakor je notranji mir znamenje, da človek kolikokrat toliko lahko sliši samega sebe, tako je tudi mirnost v dialogu znamenje, da vodimo pristen dialog, kljub različnosti značajev. Mir, ko nas hvalijo in nam odobravajo, kot takrat, ko nas mogoče grajajo in nam nasprotujejo. Dialog, če je pristen, po Božji volji, mora biti prežet z ljubeznijo. Vem pa, kaj pravi Pavel glede ljubezen, takole piše. Ljubezen, tudi ta dialoška, je potrpežljiva, je dobrotljiva, ljubezen ni nevošljiva, se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega, se ne veseli krivice, veseli se pa resnice. Pristna ljubezen vse upraviči, vse veruje, vse upa, vse prenaša. Spoštovani gledalci in gledalke, dialog nam je potreben, ker ima tisto vrhunsko mesto v samem Bogu, v Božji trojici, v Bogu, Očetu, Sinu in Svetem Duhu, ker je tudi nam potrebno občestvo
Mi tudi rečemo veri izpovedi, verujem v občestvo svetih. Tega občestva pa ni brez dialoga. Če ga ne ustvarimo tukaj na zemlji, potem nas čaka to delo v onstranstvo. Preden bomo temu končnemu občestvu pridruženi. Dialog je danes še posebej pomemben. Torej od nas zahteva, da gremo na pot. In prav novi papež Frančišek je tako dialoško naravnan. Dialoško do svojih bratov kardinalov, škofov. Dialoško do vseh vernikov. Dialoško do kristjanov drugih veroizpovedi. Dialoško do pripadnikov drugih verstev. Dialoško do narave. Dialoško do stvarstva. Dialog tudi nam lahko pomaga, da smo bolj osvobojeni, da bi res zaživeli enost s Kristusom, ki nas odrešuje. V tedni se tega še posebej spominjamo. Dialog, če je pravi, nam torej pomaga, da se bolje spoznamo, da se sprejemamo, da se ljubimo, da tudi spoznamo bolje resničnost okrog samega sebe in tudi potem svoje poslanstvo, ki je prav v tem, da živimo v občestvu, torej da poslušamo in govorimo, da poslušamo svojega stvarnika, Boga Očeta, Kristusa, našega odrešenika in Svetega Duha in da mu potem tudi odgovarjamo, da poslušamo svoje bližnje. Dialog nam torej pomaga, dialog z Bogom in z ljudmi, da se mi kot osebe lahko afirmiramo, sprejmemo, smo zadovoljni samim seboj in da rastemo v tej bogopodobnosti. Torej ni druge poti do svobode posameznika in pa skupnosti, do občestva svetih, kot odpiranje življenjske resnici. In samo resnica človeka lahko dejansko osvobodi. Se Jezus pravi, resnica vas bo osvobodila. Želim vas, spoštovani gledalci in gledalke, da bi zdaj v tedni res dialogizirali in da bi torej to pristno naše še bolj nekje se razraslo in da se ob nas naši bližnji dobro počutili, da bi bili sprejeti in da bi se zavedali, da smo odrešeni in da je prav to odrešenost od drugih sprejemali in drugim o Kristusu podarjali. To želim, sestre in brat, tebi in sebi. Amen.